Hej, dobrodošli nazaj v tretji epizodi šova Vibasador. Za nami sta že dve zelo pestri epizodi, izgubili smo tudi že dva tekmovalca, ampak danes je čas za nove izzive in jaz že vem, da so tekmovalci zelo nestrpni, ker slišim, kar so pred vrati. Kako ste? Ste v redu? Ja, super! Odlično. A ste se lahko kaj naspali med prejšnjim izzivom pa zdaj med tem današnjim? Ja, jaz sem se kar naspala, tako da danes bomo zažgale. Ti si se naspala? No. Skozi se nekaj dogaja, ko naj spim. Ampak vi ste danes safe, vi ste danes okej. Ste mislili, da boste izpadle? Oziroma ste mislili, da boste prišli naprej? Jaz nisem imela neki... Kar samozavestna biti, ja. Mislim, ja, sej sem, I am. Ampak tako pač nisem bila za, ja, jaz bom zmagala, jaz bom prišla, ampak sem pač prepustila možnosti, da se odprejo tako kot se in sem bila zelo presenečena, ko sem videla, da sem spet tukaj. To bo prišel. Nikoga bi prvo. A ste se lahko kaj naspala med prejšnjo epizodo pa zdaj današnjo? Definitivno. Torej danes... 7 ur 45 minut solid. 7 ur... Je to pa res kar solid. Kaj pa ti, gospod, si v redu, kako se počutiš pred današnjim izzivom? Prvo, I'm still in the game, baby! Pa počutam se mega, no, res dobro. Torej tudi danes boste morali biti zelo kreativni. Vaša naloga je, da vsak posebej si izmislite svojo rubriko, ki boste potem imeli na social platformih džungle. To je pač vse posod, na tedenski ali pa na mesečni bazi. Svoje ideje te rubrike boste pičali pred žirijo in potem 4 boste varni, 4 pa ne. Potem tisti 4, ki ne bodo varni, se boste pač spet mogli med sabo poboriti in 2 bo se na koncu, nažalost, izpadla. Tudi danes bo z vami odličen mentor, moj prijatelj in pa oseba, ki verjetno ve največ o YouTubeu ever, zato ker z džunglo sodeluje že ne vem koliko let. A mogoče veste, kdo bi to lahko bil? Kdo? Ian Rožac je danes vaš mentor. Dober dan! Živjo, moje ime je Ian, bolj poznan pod imenom Lilian X in sem uspešen ustvarjalec vsebin. Ok, kdo bo zdaj vstal, da se jaz usedem? Bom kar vse povedal prav. Sem zelo hvaležen, da po 3 letih moji ogledi na TikToku še vedno ne padajo in pa da po vsem tem času še vedno ne moreš s prstom na nobenega pokazati in reči, ta me pa na Iana spominja. Ena stvar, na katero bi se jaz vse enkrat osredotočil, je pa to, ne se nazaj držati, ne mi reči, da ste cringe. Dajte dejansko eksperimentirati, ker samo z eksperimentiranjem boste lahko prišli do najboljše različice sebe. Se pravi, dajmo ves ta cringe mentality pustiti zunaj, because nobody gives a shit. Ok, svet je čist preveč majhen, da bi se osredotočevali pa držali nazaj. Okay. Drugače pa, po zaslugi džungle ustvarjamo zelo uspešen YouTube serial Dolg jezik, ki se skozi leta še vedno razvija, izboljšuje in nabira več 10 000 gledalcev na epizodo. Drugače sem pa zelo skromen človek. A smo ready? Ja! Ko sem izvedela za izziv, so mi začele šopati ideje, jaz sem bila čisto oh my god, ja, I like that, ful mi je všeč ideja, res se bomo mogli dokazati. Mislim, na začetku sem se ful ustrašila, ker sem imela tako en občutek, da to je pa zdaj res ful dela, pa ful malo časa. Pa sem si pa rekla, da pač mi to ne bo nič pomagalo in sem hitro začela brainstormati, katere teme so meni osebno zelo blizu, pa se meni zdijo zanimive. Ja, ideje šopajo, ideje kar nekaj, zdaj neke so uresničljive, neke ne. Definitivno bom pa izkoristil tudi Iana, itak. Zato je tukaj, da ga izkoristimo. We will use you. Ta prostor sem si izbrala, zato ker mi je tak homey, tak cutesy, tu je tudi v obliki enega tazga srčka, kar je meni ful všeč. Ok, smo pri Katarini. Kakšen je vibe? Klasično kratka idejo, Ja. in sicer da bi imela series driftanja. Yes.
Yes. Nisem nič drugega od tebe pričakoval. Veselje. But you have to sell it. Yes. Yes. Najbolj je pomembno, kako bo se ta serija razvijala. Kot mentor upam, da bom uspel uspešno predati vso svoje znanje, ki sem ga skozi leta nabral. Že samo pri džungli smo imeli res ogromno enih snemanj. Jaz sploh več ne štejem, koliko videov na YouTubu smo in sem posnel. Tako da, ja, upam, da jih bom lahko predal vso to znanje, da bo lahko uspešno naredil en trailer za super YouTube serial. Definitivno me ljudje poznajo po moji energiji, definitivno se nikoli nisem pretvarjal, da sem nekaj, kar nisem. In to mi je tudi zelo pomembno in zelo cenim pri ljudeh in tudi to bom iskal pri drugih. Zdaj pa ti meni povej. What's happening, kakšno malo idejo? Jaz sem se odločil, da bom šel verjetno malo drugačno ruto, kot vsi ostali in jaz bom ljudi izobraževal. Zastartal sem tako, da pač bom jaz čisto avtentičen, čisto jaz. In tako kot je pač Ian mi je res inspiriral, kaj je to rekel, da moramo biti mi čisto olej, pač sam bo to, kar si in to je to. Da integrirati to, ajna vibe noter, to je definitivno najtežja stvar, pač jaz vem, kdo sem jaz, zdaj pa moram to združiti skupaj z vibom, mislim, a ne, pač v resnici ni težko, Ok, povej mi, kakšna je ideja in koliko sva že daleč. Moja ideja so konspiracijske teorije. Tudi jaz vam mogoče samo ta pomislek, da to že imamo, conspiracy theory že Kaja snema. Ja, ne spljuvam mojo idejo. Eva? Jemliš mi čas. Na čem smo? Kakšna je ideja? Kakšen je vibe? Idejo imam, da bi v bistvu naredila kot kuharsko oddajo, kjer bi pač povabila znane obraze in bi skupaj imeli v bistvu kitchen, podcast, kuhanje, you know. Ok. Eno vprašanje. Čisto vsak do zdaj mi je povedal, da bi rad imel znane goste. And I'm bored already. Ok, kaj pa če ti ne eksperimentiraš z muziko, ampak eksperimentiraš s hrano? Ja, pa ne pozabiti na ena. Ja. Sem ti pomagal? Ja, v bistvu tudi zmedel. Ja, v bistvu mi je malo odprl pač možnosti. Malo mi je sicer tudi zmedel iskreno. Absolutno je največji izziv to, da pač v bistvu integriram naročnika. Zdaj, definitivno me zanima tvoje mnenje, ker si bog YouTuba v Sloveniji, to vsi vemo. Moja ideja je, da to, kar dejansko počnem v življenju, začnem še snemati in vse skupaj spravim na YouTube. Cool, kaj pa delaš? Skačem z avionom, s padalom, skočil sem s helikopterja direkt v Bled, brez vseh padal, plezam po stenih, slapove plezam. Kaj pa, ko zmanjka teh challengerov? Kaj pa, ko je cel mesec tak vreme zunaj, ko ne moreš ti sploh nič narediti in tebi zmanjka kontenta? V glavi imam že vse zastavljeno, ker to kampanjo sem hotel iti tudi po svoji poti, ampak glede na to, če bi mi džungla stala ob stran, bi bilo to še en velik plus zame. Zdaj, okoli banan pa tega, ne? Zdaj, če bi bil s party povezano tudi, da bi imela banana party in da bi imela namest mikrofona, bi skozi banano okrog hodila. To je fun touch. To je fun touch. Ampak doesn't sell the idea, še tudi en detaljčič. Ne, to je samo en detalj. To je en detaljčič, ja. Nasveti so mi ful pomagali, imela sem več različnih idej in me je v bistvu spravil do tega, da začnem delati nekaj v povezavi z glasbo, kar me tudi ful zanima in mislim, da mi bo dobro šlo, ne? Mi na Džungelnem kanalu so že eksperimenti, če si mogoče to kaj videla, so zelo podobno zadevo. Ni bilo pa dejansko še reportaž ali pa zelo glasbenih obarvanih vsebin, tako da jaz definitivno me je prva ideja veliko bolj privlači. Nisem si predstavljala, da bom delala s tako velikim naročnikom in sem zelo hvaležna in vesela, da imam to priložnost. Jaz imam že vse razdelano. Ok, zdaj ti bom pa jaz povedal, če imaš dobro razdelano, ok? Moj serial bi bil v bistvu delanje remixe z znanimi artisti ali z tiktokerji, ki mogoče še tega niso delali in bi bilo to, ne vem, toliko bolj tudi smešen. Eno vprašanje. Dobro, ti imaš tiktokerje, goste, narediš 3, 4, 5 komadov. Kako pa lahko to epizodo, kako pa lahko ta serial naredimo, kaj pa next step, kaj je next? V glavnem, moja ideja je, da nekako zapeljemo ta šport, da preizkušamo nove športe, ampak hkrati se ne bi samo v to smeril, bi preizkušal tudi svoje strahove oziroma strahove drugih ljudi. V bistvu v intervjuju po ulicah bi bil ta del, da srečam nekoga, vprašam, kaj je tvoj največji strah. Ajde, dajmo ga premagati, dajmo ga skupaj premagati. To je že bilo na Džungelnem kanalu, se pravi, bil je prav en velik serial Premagaj strah. Jaz mislim,
da je tvoja moč v športnih vsebinah. Pa ful mladih je v športu, pa če imaš mogoče kakšne športnike poznaš, mislim, da je to enkratna ideja. Jaz sem imel od začetka res tako ogromen idej. Nisem se osredotočil na to, kaj sem jaz, kaj hočem jaz pokazati, kaj je moj vibe. Zdaj pa vem, evo, na pravo pot me je usmeril in gremo dalje. To je to, borba. Ajde, gremo na delo. Ja, v bistvu, da sem posnel tole, sem rabil približno 15 minut. Sem se naučil s prejšnjo oddaje, da ne kompliciram. Ok, one question. Long 2. Jaz sem slišal, da si ti že zaključil pa ja. 1 uro pred koncem. Ja. In si toliko samozavesten, da misliš, da se nič ne da zboljšati. Pa... Kaj me moti, kaj imam pomisleke, vas v zadnji je zmačkan. Mene res ni všeč v zadnji. Ok, še pol ure, še 30 minut, še, koliko je to sekund? Ne vem, kako se počutim, pač Še 6015 sekund. Ja, me ful preganja, tle mi tako srce bije. Pol urce imam še, posnetam vse, zdaj moram se še zeditati. Ajde, gremo. Lejte, fanti in dekleta, ne se sekerati, no? A švicankej, mogoče malo. Zakaj pa si obupal? Saj nisem upal. Ian. Ne vem, kaj dvomiš, Ian, vami, pač vse je v redu, ok, vse imam pod kontrolo, malo se je zapletel s telefonom, ampak kaj zdaj, pač to se zgodi, še vedno sem tle, še vedno bom vse sredil, ti se spomni se kjer je, gled. Dejmo. Konc, mobi dol. Kam? Gremo. Dejno. Ok. Evo, mobitele dol. Ne. Ja, mobi dol. Evo, lika. Finito. Pič pa... Jaz rad improviziram, bom malo improviziral. Glede piča, moram priznati, da nisem toliko samozavestna, kot bi si želela biti, zato ker sem na pol poti pač mogla čist na glavo obrniti svojo idejo. Zdaj še urejam video do konca. Ja, bom videla, pač. Tako je, kaj? Vidim, da ste ful navdušeni, da ste ful polni energije. Ja. Skratka, jaz upam, da ste zaključili ta svoj izdelek, da ste z njim tudi zadovoljni. Ampak zdaj pa je čas na nek način za najtežji del vsega skupaj in to je, da boste pičali svojo idejo oziroma to rubriko žiriji. Ampak še preden pa boste naredili to, še nekaj je, we're not over, pa bo to, da se prosim date v pare po 2. Eva, Žiga, Pija, vi si lahko vsak zberete prvi par. S kom boš skupaj? Jakob, evo ga že sedite skupaj, Pija. Ok, gospod. Ok, in potem ostane vi, da boste skupaj. Dejansko vsi sedite skupaj. Skratka, zakaj ste se zdaj ravno kar dali v pare? To pa zato, ker boste idejo pičali drug proti drugemu. In kaj tudi pomeni, da samo eden v tem paru bo varen, drugi pa bo mogel iti na ponovno izločenje, oziroma na ponovno to, da se pač bo izločil, ker na koncu bosta 2, ki bosta šla ven. Kaj je to? It's not me, guys. I'm your friend. It's not me. Jaz se zelo slabo počutim, ker bom mogel Katarino izločiti. Katarina, Ne biti tako samozavesten, sam tomu bom rekla. Ta videa se danes tudi ful vredu frenda, pa zdaj se boste pa kar enkrat borili drug proti drugemu. Tako je. A boste, recimo, če nekdo na koncu pač izpade izmed vaju, a boste še vedno frenda? Ne. Ja, nič ne upam. Pač jaz upam, da vam ne bo pretežko pri piču in da, če bi lahko vas obdržala vse, bi vas. But I can't. In to je to. Ok, let's go! Gremo pičati idejo za mano! Čau, jaz sem Maja in sem vodja Džungle, največjega omni kanala v Sloveniji za generacijo Z. Mečkam se trese. Ja, zdaj se ne tukaj. Našim kanalom sledi že več kot 120.000 mladih in Vibasador bo postal del naše kreativne ekipe. Jaz sem eno dobro idejo, jaz sem vanjo prepričan, upam, da mi s to idejo uspe prepričati tudi komisijo, tako da bomo videli. Jaz bom pozorna na potencial ideje, na možnosti razvoja ideje, seveda na to, kako bojo integrirali noter A1 vibe, pa tudi na njihovo celotno predstavitev, na njihovo sproščenost, na njihovo prezenco, na nek žar. Hello! A imaš posnetek, ta, ki se ga pripravlja za nas? Ga lahko prosim vidimo? Hello! Na Džunglinem kanalu ustvarjamo novo serijo oziroma rubriko Kuhanje z Evo, ki bo imelo ime Jeva.
kaj to pomeni, da bomo skupaj ustvarjali nove, nore, zanimive stvari, eksperimentirali novo hrano, poslušali glasbo, peli in se veselili, hkrati pa bomo seveda tudi jedli. Če tudi tebe veseli okušanje novih stvari, eksperimentiranje s hrano, potem je ta serija zate. Glej in se nam pridruži. Čau! Damn, I like it! Meni je to nasploh, pač to je cela ideja kuhanja, mi je ful všeč, tudi sama rada kuham in mi je to ful dober, pa pojem, pa pač imam žurko. Sicer sem na začetku imela malo pomisleke, ko si govorila, da bi vse to delala, pa nekaj eksperimentirala, ker ko se enkrat dejansko lotiš teh videov s kuhanjem, je tako toliko enega dela, ker pač moraš imeti kamero tu, moraš imeti tu, moraš potem hkrati razlagati recept. Ampak po drugi strani včasih ni toliko recept pomemben, ko pa pač dejansko kaj se dogaja. Meni se zdi super začetek, ful si dober trailer naredila, začutimo te. Pač ime je fenomenalen, pač ime je po mojem eden izmed boljših, ki sem ga jaz sploh danes slišal. Res je on brand zate, zato ker snemaš, res enkratno. Ker si rekel, da ne znaš editati, meni se to zdelo tako čisto lušten, zabaven. Tako da bi jaz mogoče na tvojem mestu ves pitch naredil bolj okrog tega eksperimentiranja s hrano. To bi se mi zdi, jaz eksperimentiranje s hrano samo oddajo, v eksperimentiranje s hrano še nisem videl. In to se mi zdi po mojem tvoj najmočnejši point. Ja, zdaj pa, gospodič, oder je tvoj. Živjo, jaz sem se odločil, da bi predstavil svojo zgodbo kot nek sick adventures, kot iskanje nekih pustolovščin. Sem se odločil, da v starejših letih ne bom nikoli obžaloval stvari, ki bi jih lahko zdaj počel kot mladostnik, kot najstnik, recimo. Se pravi, da ni strah ovira. Premagam vse svoje strahove, res živim življenje brez strahov, brez nekih ovir. Sick adventures, kateri se bomo soočali s kompleksnimi izzivi in dobrim vibom. Predstavljamo bomo mnogo enih izzivov in skupaj premagali vse strahove. Padalom bomo skakali iz letala, helikopterja brez padala, vezali bomo v nevarnih situacijah. Skratka, ena taka velika drama in en kup ene akcije. V komentar zapiš svoj največji strah, s katerega bomo skupaj premagali. Jaz recimo vidim to, da je bilo full good for TikTok, pa za Instagram Reels, ker je pač short, ampak mi je full, si težko predstavljam, da bi jaz 10-minutni video gledala, ker pač za začetek se mi zdi, da pač je tako mogoče malo prešloh ideja, I'm sorry. Velik potencial za gledanost pa ima ta ideja, ne? Video mi je bil drugače super zajetan, všeč mi je, da si vključil vse svoje stare videe, da smo res begunu entertained. En kamenček se odvalil. Ja, definitivno je lažje, bilo je zanimivno. Ja, jaz sem zelo živčen, glede na to, da sva se res povezala, sva postala ta prava frenda. Moj kolega, odličen kolega. Zmaga najboljši, ne? Tako je, tako je. Dobrodošel v novi epizodi Studio Sessions. Danes snemamo remix na božičen komad z Žanom Serčičem. Uživaj v videu, pa napiši komentar, kdo ne bo naslednji gost. Cel komad pa lahko naslednji teden poslušaš na Deezerju. Pitch your idea, honey. Ker se ukvarjam z glasbo, bi v bistvu to tudi pokazal drugim, bi prikazal ta vibe, ker se v tem znajdem, sem dober. V bistvu point je se podružiti, ne vem, s kakimi glasbeniki, influencerji. Lahko bi to delal z influencerji, ki se ne spoznajo na muziko, zato ker v bistvu lahko potem to rata še toliko bolj smešen. Meni tak, I love your music, ful mi je dober. Mene samo zanima, recimo, če ti enega influencerja pripeleš le noter, pa se kao malo pohecate, ne? Če pa daš ti nekoga, ki je pač žensko glasbenik, kako boš ti njemu rekel, ej stari, daj mi da gledam, zdaj snemati v moj studio, pa bomo tako nekaj posneli, veš kaj mislim? Ne bo ti kar en glasbenik, ki je pač, kako ti reči, pač na višji nivoju, ne bo kar pršil, pa pač snemal, a veš kaj mislim? Glede na to, da imamo glasbenico z prve roke, ne, bi po mojem bil izziv ali pa da bi recimo, kako bi lahko pritegnil on, da najprej naredi res par dobrih oddaj z drugimi Slovenci, z drugimi influencerji. Vibe je itak več ali manj vse okoli muzike. Vajba se na koncertih, vajba se na žurkah. Ti si bil tisti, ki je že pol ure prej zaključil, pa bi še vse mislim, da bi se lahko mečkam bolj potrudil pri nekaterih, če grem sam iz tehničnega vidika, na nekatere ozadja. Lepša ozadja, malo boljše kadre, ker si imel čas, a ne? Vidim, da bi ta ideja dejansko lahko delovala cel letno. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Hi Sharks oziroma pozdravljena žirija. Sem Marcel in tole je športnik na preizkušnji. Zdaj se verjetno sprašujete, kaj je športnik na preizkušnji? To je vaša nova najboljša naložba. Ker sem poslušal od Marcela pitch, v bistvu me je presenetil, no. Pa ne bi bil sam v oddaji, ampak bi poleg mene bili znani ali pa manj znani športniki in bi predstavili pač vso lepoto svojega športa. Je imel tako
prav začrtan, kaj bo povedal vse. In mi je bilo pa samo žal, da se pač nisem tako pripravil. Sem Marcel Stežinar in se že 15 let profesionalno ukvarjam s smučarskimi skoki. Na YouTube prihaja nekaj čisto hudega. Spoznal se bom z novimi športi in preizkušal svoje meje. Predvsem pa bom eksperimentiral. V komentar tukaj spodaj napiš, kater šport misliš, da bomo prvo probali in kater športnik se nam bo pridružil. Ajde, se gledamo! Za objaviti. Meni je ful všeč, da si izhajal iz sebe, ti si športnik, ti veš, kakšna so odrekanja, kakšno je to življenje in se mi zdi super, da bi se v bistvu postavil še v kožo drugih športnikov. Ne? To je definitivno v bistvu področje, ki mu še ne posvečamo dovolj pozornosti. Slovenci smo res obsedeni športniki, obsedeni. Oni imajo 10-krat večji reach, kot pa influencerji, pa 10-krat manj pozornosti, kot bi si jo zaslužil. Really nice. Hvala lepa, fanta. Ja, okej, mislim, da tukaj vemo. Ja. Pa še ne pa vemo. Jaz še nisem odločen. Deva. More energy, more footwork. Jaz se počutim tako grozen, živčen. Veva, da je vse na liniji, veva, da pač je to zdaj borba 1-1 gladiatorska igra, ampak sva si že prej dala respekt in bo pač... Se potrudila po najboljših močeh, ampak... Tako, a gremo? Gremo. Srečno, imate to. Ko vidim, da si živčen malo, da hočeš povedati. Nisem drugače, ampak zdaj, takoj, ko sem prišel sem, vsrkavam so to svetlobo in kamere in evo me, I am ready. Zadihi in gremo. Živa žirija, jaz sem Žiga in moj šov se bo imenoval Vaj biolog. Ampak kaj hočeš moj šov predstaviti našim gledalcem, je to, da povezati zabavo, torej entertainment in povezati izobraževanje. Okay? Moramo prilagoditi tudi izobraževanje temu. In jaz mislim, da bi mogli izobraževanje narediti na tak zabaven način. In to je to. Video. Video. Sorry. Okay. Dobro me poslušaj, do zdaj si verjetno mislil, da je biologija ful nezanimiva in samo piflanje, ampak jaz sem danes tukaj, da te prepričam obratno. Jaz sem Žiga in dobrodošli v mojemu šovu Vaj biolog, kjer bomo jaz, ti in mi vsi skupaj skočili v svet znanosti. A te je kdaj zanimalo, kaj se dogaja s tvojimi možgani, ko scrollaš po TikToku? A si kdaj pomislil, kaj se dogaja s tvojimi mišicami, ko hodiš v fitness? A veš, spanje, ful zanimiva pa misteriozna stvar, ne? Ampak zakaj mi sploh spimo? No, tudi to bomo raziskali. A si radi, da ga povajbaš z mano in se hkrati tudi kaj novega naučiš? Obstaja kakšna stvar, ki tebe zanima, ali pa da si na TikToku videl kakšen lifehack in te zanima, če je to res ali ne. Pošlji mi v DM, komentiraj, bomo zarihtali. Top! Zakaj nisi s tem začel, tako bi nas skupil? Ti bi dejansko bil tako, kot je Škraba za matematiko, bi bil ti za biologijo. Sam bolj fan. Jaz bi pa probal v ljudeh, v naših mladih sparkati to, da njih zanima, to, da oni so oh my god, koliko zanimiv, kaj se dogaja, pa zakaj se to dogaja v mojem telesu, zakaj se to dogaja. Meni je ful všeč, da ti veliko govoriš, kot jaz, in to je veliko lažje editati, kot pa tiste, s katerih moraš ven vleči. Dobra ideja, všeč mi je, ker si v bistvu dva ful pomembna člena združil in to, da zabavamo mlade in da jih hočemo tudi pripravljati na življenje in jih izobraževati, ne? Ful se mi zdi, da imaš kemijo pred kamero. And it looks so easy. Ja, glede tehničnega komentarja ga nimam, ker je bil to do zdaj kar najboljši video. Evo, itak mene že poznate, jaz sem Katarina in sem prvič zelo velik šopaholik. Jaz pač obožujem nakupovanje, še posebej obleke in pa ful rada triftam. Kar je zate trash, je zame slej. Jaz ful rada eksperimentiram z modo in kaj je boljš, da se damo ven iz cone udobja, kot to, da gremo triftat. Gremo, dovolj stranja. Ne samo, da je triftanje itak ful dober za okolje, ampak na tak način lahko tudi začneš ti eksperimentirati s svojim stilom in ne pustiš, da te modni trendi definirajo. Ko bi vi vedeli, koliko časa sem jaz iskala tak pinstripe blazer. Zdaj pa na vas, da mi poveste, katere modne trende naj potriftam naslednjič. Ne. Adijo. Ideja mi je všeč, ta porast fashion triftanja itak, če dalje več ga je na vseh platformih. To je stvar, ki nikoli ne bo zmanjkala. Se mi zdi, da je to stvar, ki jo lahko skozi nadgrajuješ, ne samo tle. Recimo tudi, ko greš ti na dopust, lahko v neki drugi državi narediš isto sceno. Zelo fresh ideja, zelo trendy, zelo mladostna. Approachable za mlade. Mladi nimajo denarja in bi se videlo v tebi, ker ti res lahko striftaš s 5 evri cel outfit. Pa ful mi je bilo všeč, da si poslušala vse korekture, da si res tako dala ven najboljšo verzijo tega videa in sem res ful ponosen. Dej pejta, da se mi odločimo, oh my god, kako? Nore ideje,
Oboje je za objaviti, oba trailerja sta že tako, tipi. Pač crazy, oba sva res ono. In jaz sem v bistvu, jaz isto, presenečen sem bil in od njih, presenečen sem bil na tvoje ideje, bi sem ono, what a damn, oh my god, that's crazy. A mi lahko skompenziramo? Zato, ker pač res sta bila, ne pa jaz. Ja, dajmo videti še druge ekipe. Mi smo odprti za nekaj tasga, smo, ne? Ja, smo. Ok, dajmo pogledati. Dober dan! Torej, jaz sem postavila svojo idejo za serijo z naslovom Javne skrivnosti in v njej bi v bistvu obdelala teorije zarote. Vseeno sem hotela, da bi zajela več področji, ker tako, kot sem rekla, je pač neskončno možnosti, ja ne? Vam pokažem še svoj video. 5G, hiter internet, da lahko cel dan scrollaš po TikToku, ali največja teorija zarote, 51%. Veleumi interneta trdijo, da 5G povzroča ogromno tveganje za zdravje. Če želiš izboljšati svoj način življenja, mogoče samo malo zmanjši vnos kofeina. Bojiš, da je vsak tvoj korak pod nadzorom. Ti misliš, da A1 res zanima tvoja zgodovina, na Google pa kakšne draže si pošiljaš s kolegico. Edini mindfuck, ki ga hočem implementirati, je, da boš kupil karto za naslednji teden. Ne verjameš? I'm sorry. Poglej si celo epizodo na Džunglinem kanalu. Teorije zarot so zelo trendovske, zelo gledljive, the best so, in definitivno recimo manjkajo na našem Džunglinem kanalu. Če jih pa ti delaš v povezavi z naročnikom A1 Vibe, moraš pa vedno razmišljati o tem, da si ti v tem trenutku, ko delaš za neko znamko, njihov obraz. In je tvoje mišljenje, zelo hitro mišljenje znamke. Da v bistvu, tle je zelo tanka meja, da ne narediš nekega slabega učinka na znamko. In tle se boš v bistvu mogla veliko nazaj držati, oziroma zelo dober research narediti. In stvari potem, primerne teme vzeti, vsako stvar potrditi z naročnikom, kar je pa lahko zelo zamudno. Hej, družina, kaj dogaja? Danes z vami sem Asta in potopili se bomo v svet glasbe in dogodkov, ki se imenuje več lajfa, več muske. Pohajkovali bomo po vseh kotičkih glasbenega sveta, od elektronike, ki nas zadane kot dober bit, pa do domačih vibracij, ki te pobožajo po duši. Na dogodkih se bomo pogovarjali z izvajalci in izvedeli za kakšne njihove skrite talente. Na eventu boste lahko tudi vi imeli 5 minut slave, saj bomo postavili različna vprašanja in jih vključili v naš video. Torej, če želiš preživeti vsak mesec, enkrat na teden, za vikend z nami v glasbenem svetu, odkriti kakšnega novega izvajalca, se nam pridruži in lajkaj oziroma followaj ta kanal. Obljubimo, da ne boš obžaloval, ko boš našel nove favorite in odkril nove dogodke, na katere bi rad šel. En kompliment je, da jaz imam tudi zelo rada glasbo in da se strinjam, da rabimo veliko več glasbenih vsebin. Se mi zdi, da to, kar si zadala, je ful dober, ampak to je toliko dela. Toliko dela je, da ti prideš na koncert, da lahko dobiš pes, da lahko potem s tem artistom se dobiš, ker dejansko ti si zdaj opisala, ne vem, če lahko rečem, delo pop inovca. Ja, to delajo pač ljudje, ki so dobesedno zaposleni samo za to. Social media od A1, ne vem, koliko spremljaš, ampak oni vsak teden, oziroma na koncu tedna objavijo, kje vse se dogajajo eventi za čez vikend in bi ti ful lepo noter pasala z... Ja. Točno to. Exactly. Povežeta se v bistvu potem na koncu oba profila A1 Vibe in Džungla. Všeč mi je bil tvoj komentar na Anabel, ki si rekla, da bi izpostavila in dala v ospredje mlade glasbenike. A1 Vibe podpira tudi Špiligo, in točno taki dogodki tam te jaz vidim pol s takim serialom. Všeč mi je bila zaradi tega, ker ko smo prišli na snemanje, si imela ideje, točno si vedela, v katero smer bi rada šla, poslušala si, takoj si me povlekla, Ian, pridi mi pomaga, to je tako res ful cenim, tako da res vem, da si s srcem pri stvari in da si res to zelo močno želiš, tako da to mi je bilo res zelo všeč. Videli smo vse, pokomentirali smo vse. Mamo, ajde. Pejmo. Ko ste bila in sing, jaz pa tle molam. Ok, zdaj pa smo že na čistem koncu 3. epizode šova Vibasador, kjer bomo izvedeli, kdo je varen pred izločanjem, kdo pa ni varen. Moram reči, da smo žirante oziroma žirija, mi smo bili ful navdušeni nad vsemi in res je bila tole zelo težka odločitev. Ker samo eden domov odnese laskavi naziv Vibasador, potem pogodbo za 10 000 evrov, novi telefon iPhone 15 in pa A1 Vibe paket za mlade. Jakob in Eva.
Eva. Ja. Oh, God. Ti si varna pred izločanjem. Kako dobro. Žal, Jakob, se boš moral boriti za svoj obstoj, ampak nič ni izgubljeno. Asta in Pija. Prosim, stopite naprej. Pija. Žal se bo še mogla boriti za svoj obstoj na Vibasadorju. Tako da, Asta, you're safe. Yes! Yay! Matic, Marcel, come here. Dva fanta. Marcel. Ok, Anabel čaka, nervoza. Ti ostajaš v borbi za Vibasadorja. Bum, Marcel, noter si, pa itak, nepopisno veselje. In pa še zadnji par, Katarina in Žiga. Žiga. O, Žiga. Fokus, ena točka, gledam jo v tla, prazna glava, kar in tako občutam valove, kad ko prehajam na mano, tako In pač ne vem, pa se bi tako, ja to je to, pač zdaj karkoli bo in pa se je sam zgodil in... Moram ti povedati. In jaz sem bila že tako, jaz sem uplela, pač to je, jaz grem lahko sam še domov. Da ostajaš v borbi za Vibasadorja, ampak, Katarina, tudi ti ostajaš v borbi za Vibasadorja. Oba vajna piča, ideje, rubrike, it was so amazingly good, da pač žirija dobesedno ni mogla odločiti. Ja, noro! Pač ful dober, jaz sem se skoraj zjokala, preseže. Da so za naju spremenili pravila, pač. Wow, ker malo sem počaščena. Tako da oba dva sta safe. Se vidimo v finalu ali neki? To je moj prediction. Jaz finale proti Katarini. Tako da tisti, ki niste safe, prosim stopite naprej. Vi, nažalost, ste še kar na vročem stolčku, med vami se bo še vedno izbiralo, ampak nič še ni izgubljeno. Zelo veliko mi pomeni, da bi ostala v tem tekmovanju. Mislim, da si zaslužim ostati zato, ker imam še zelo veliko za pokazati. Pač glasujte zame, če se vam zdi, da si to zaslužim, jaz bom ful vesela. To pomeni, da dejansko samo eden od vas bo preživel, dva pa nažalost boste morala izpasti. V bistvu bi mi ful pomenilno, če bi pač glasoval zame. Če hočete, da vam pokažem še malo svojega viba. Tako da, dragi gledalci, zdaj imate vi to moč, da izberete, kdo ostane in kdo gre iz šova Vibasador. Ja, ne, če vas prosim, da glasujete zame, imam veliko stvari, ki vam jih lahko pokažem, sicer v majčkeno boljšem okolju, ampak definitivno vas lahko navdušim. That's it!